Torej, dober dan, lepo pozdravljeni. Katarina Tran je moje ime in prihajam iz osnovne šole Šenčur. Res je, lani sem prejela to nagrado Sončnica na rami, rekla v imenu našega projekta, v imenu naše šole in veliko mi je pomenilo, da je ta naša prizadevanja založba Sodobnost opazila in sem hvaležna in se zahvaljujem že na samem začetku. Hvala. Danes bom na vaše povabilo predstavila en delček tega našega projekta, ki je bil dejansko osnova za to priznanje. In mislila sem večkrat povedati o samih dejavnostih, potem pa malce še svoj pogled na spodbujanje branja in branje pismenosti, literarne pismenosti pri mladih. Sem namreč učiteljica slovenščine, že 17 let učim od 6. do 9. razreda in kar nekaj opažanj se mi je nabralo. Torej, zakaj smo se mi na osnovni šoli Šenčur odločili, da štartamo z nekim projektom, ki bo spodbujal bralno pismenost? Iz enega osnovnega razloga, namreč otroci so danes, kot vemo, zelo težko premešani. To ni samo vprašanje enega razreda ali ene skupine, to je kot vprašanje celotne generacije in ne postaja vedno mirnejše, ampak postaja vedno bolj razborljivo. Nasplošno, še vedno seveda so razlike med otroki in če bi recimo postavili vprašanje, ali ti raje športaš ali raje bereš, bi kar hitro se vsak odločil za svojo najljubšo možnost, ker kot vsi vemo, eni otroci so bolj živi, bolj migavčki, eni so pa bolj bravčki. In zagotovo bi tale migavček rekel, ja, akcija, seveda, kri po žilah, energija in ta drug bravček bi pa rekel, ja ne, zamaknjenost v domišljijo, jaz sem pa raje malo bolj sam. No, ta ločitev na bravčka in migavčka vseeno ni tako preprosta, na srečo, in kakor neizpodbitno drži, da nas lahko še tako dinamičen šport lepo umiri, nas tudi knjiga lahko precej obnori in iz tega spoznanja smo štartali, ko smo osnovali naš ta projekt z naslovom Knjiga me zmiga. Gre za za Erasmus projekt. Erasmus projekte verjetno poznamo, vsi so odlično, niso nekaj krasnega, bi rekla, ker v šoli omogočajo, da izboljša tisto, kar samo ocenjuje, da kot neko vrzel v svojem sistemu. In vsaka šola si sama napiše svoj program, kaj želi izboljšati, obenem pa so na ta način, čisto malo reklamne, ampak čisto nenamenoma, zato ker imam res zelo dobre izkušnje s tem Erasmusom, obenem pa dobi šola določena sredstva, ki jih porabi potem za izobraževanje kadra ali pa seveda za izmenjavo učencev. No, mi smo si za cilj našega projekta izbrali izboljšanje bralne pismenosti in v povezavi z fizično aktivnostjo. Ti dve področji, branje in gibanje, na videz nimate veliko skupnega. In naslov Knjiga me zmiga hoče povedati, da nas branje lahko premakne in to na več načinov. Lahko čisto v fizičnem smislu, da gremo pogledati stvari, o katerih beremo, da gremo ven med ljudi v naravo, da v realnosti doživimo to, o čemer smo brali, ali pa seveda v tem notranjem smislu, da nas premakne čustveno, da se doživljamo neke neznane situacije, osebe in dobimo nek širši pogled na življenje in svet. V angleščini smo dali naslov projektu Books in Emotion. Ta I smo dali v oklepaj in nakazuje na emotion kot čustvo in pa tudi E kot neke digitalne kompetence, ki smo jih tudi uporabili pri naših didaktičnih pristopih obravnave branja. Šlo je za 2-letni projekt, začeli smo z njim leta 2019 in to obdobje nam ni bilo prav naklonjeno, pa smo se vendarle trudili, da smo ga čim bolj dosledno izvajali. Zdaj se že zaključim, to, kar bom danes pokazala, vsega v obdobje zadnjih 2 let. Seveda z določenimi stvarmi, ki so se izkazale na dobre, nadaljujemo in bomo nadaljevali. Kako se je
začelo? No? Poleg tega, da kot učiteljica pač zaznavam to silno hiper ali pa samo aktivnost teh generacij, ki jih imam vsak dan v razredu, pa opažam hkrati tudi, da pouk branja pospešeno izgublja svoje oboževalce, da izgubljajo veselje do branja. Preprosto rečeno, jaz imam opravka s najstniki, to je 6. in 9. razred in vidim iz leta v leto, kako ta interes do branja upada. In težko je ob tem kot nek ljubitelj branja knjig in nekdo, ki se zaveda, kako pomembno je to za oblikovanje neke celostne zdrave osebnosti. Težko to gledaš križem rok in si rečeš, nekaj pa vendarle treba storiti. In to me še vedno malo žre, ves čas me to spodbuja k iskanju nekih novih pristopov. Na takšno stanje enostavno ne moremo pristati. Ker dobre knjige so, tudi bralci so, vendar enostavno ne posežejo po branju. To ni prva izbira za prosti čas, ker ima toliko drugih možnosti, ki so bolj dinamične, bolj interaktivne, lahko rečemo bolj na prvo žogo, morda celo ne v slabem smislu, ampak enostavno ljudi pač nudijo jim neko drugačno obliko sprostitve. Recimo šport je takšna možnost. Mi imamo na šoli zelo razvito mrežo športnih dejavnosti. Zelo priljubljeno, zelo dobro organizirano. Učenci se masovno udeležujejo fakultativnih planinskih izletov, raznih izbirnih predmetov, šport za zdravje, sprostitev in tako naprej. Zelo naklonjeni so temu tudi starši, torej ta osveščenost je na resnično visoki ravni. Po drugi strani, v slovenščini, imamo vedno nižji procent udeležencev na Cankarjevem tekmovanju. In da sem tudi res govorim stališče učiteljice književnosti, morda je kdo med vami tudi v moji koži, ali pa ste mentori branja. V vsakem primeru dejstvo je, da ta interes, ta zamaknjenost, ta angažiranost do branja upada. Potem imamo slabe rezultate pri bralnem razumevanju na nacionalnih preizkusih znanja, kar se tiče bralne pismenosti, pa tudi bralne značke se iz leta v leto udeležuje manj otrok. In smo se vprašali, ali bi se dalo to veselje, to navdušenje, ki ga izkazujejo pri športu, na nek način prenesti tudi branje. Ali res nimate nič skupnega? In poglejmo, gibanje. Za gibanje je značilna neka fizična aktivnost, stremi k neki fizičnemu zdravju in k sodelovalnosti in k usmerjenosti na rezultat. Na drugi strani imamo branje, ki pa ni usmerjeno bolj v individualnost in nikakor ne v nek dosežek. Vendar, če ti dve stvari, če ti dve dejavnosti združimo, bomo nekje dobili nek skupni imenovalec. Fizično zdravje plus nek kritičen pa če temu pridružimo še občutek za sočloveka, potem pridemo do nekega posameznika, za katerega si želimo, da bi bil nek tvoren člen družbe tudi v prihodnosti. To je zdrav, srečen, samostojen, ustvarjalen najboljši. Ali, če želite z drugimi besedami, zdrav duh v zdravem telesu. In iz nekega tega prastarega načela lahko zelo veliko lahko na tej osnovi smo gradili pravzaprav te naše dejavnosti. Torej, zdrav duh v zdravem telesu, oboje je enako pomembno in ne gre zanemarjati duha, čeprav ta sodobna družba to včasih počne. Glavna tema projekta je torej to, kar sem povedala, narava, gibanje, zdravje v vzajemnem odnosu z branjem. To, kar učence povezuje pri športu, prevesti na branje in to, kar učenci spoznavajo skozi branje, še bolj nekaj poudariti na športu, obenem pa spodbujati tudi k fizični aktivnosti. Ker če bi pa vprašali učitelje športa, pa ne bi bili tako zadovoljni z njihovo fizično aktivnostjo, kot sem jaz kot učiteljica slovenščine. Sedaj tudi tukaj še marsikaj je manevrski prostor še odprt. Takole smo mi te cilje definirali, ko smo pač pisali prijavo za Erasmus, pa potem tega ne bi šel zdaj prav podobno skozi. Bi pa za en občutek predstavila nekatere dejavnosti, ki smo jih izvedli v zadnjih 2 letih. Ena stvar, ki mi je bila zanimiva in luštkana, je tale planinska bralna značka, v kateri sem sodelovala z učiteljico športa.
Ponudila je učencem nekaj fakultativnih izletov, tole kar kaže na našo spletno stran, torej nekaj planinskih izletov, ki so se dogajali na sobote in učenci so imeli možnost, da če opravijo 4 te izlete, pa zraven preberejo tudi 4 knjige o naravi, zdravju, športu, planinah, potem dobijo 4 nalepke z našim tem logotipom in lahko opravijo planinsko pravno značko in na koncu to značko osvojijo, pa še knjižne nagrade smo jim potem podelili. Knjižničarka je pripravila planinski, oziroma knjiga Mezliga Kotiček v šolski knjižnici, kjer so si lahko sposodili knjige ali pa so kakšno sami poiskali doma. Torej ta dnevnik je prav tako, ta zvezek bil, je oblikovan in ga načrtujeva za naslednje leto, da s tem znova štartamo, ker nismo mogli vseh 7 izletov izvesti zaradi epidemije. In smo pa speljali podelitev, sicer bolj tako za maskami in tako, ampak smo svečano zaključili prvo leto planinske bralne značke. To se mi zdi zelo pomembno, da neki dejavnosti, ki jo izvajaš, dodaš tudi nek svečan, mislim pač ne svečan, ampak neko obeležje, nekaj, kar je vidno tudi ali širši šolski javnosti, še bolje pa lokalne skupnosti, ki na ta način ljudje prepoznajo dobre stvari in tudi so pripravljeni sodelovati. Naslednja stvar, ki smo se jo lotili, je bil video natečaj. To so tiste e-spretnosti, o katerih sem prej omenila. Natečaj Rasni s filmom je pri nas, zdaj že mislim, da 4. leto poteka, no takrat smo ga namenili knjigam. In sicer so učenci dobili nekaj predlogov za scenarij, recimo moja najbolj zanimiva knjiga, intervju z znanim športnikom, na izletu s knjigo na hrbtniku, predstavitev knjige in tako naprej. In smo dobili, mislim, da je 10 filmov, kratkih filmov, cilj je bil posneti kratek film, pa bi enega večkrat pokazala, ker je bil res taka prava reklama za naš projekt. Posnela ste ga pa Kajetan in Tisa Bljuni in zraven vključila tudi Planinski muzej Mojstrana, ki je mimogrede, če ga morda še kdo ne pozna, res dober interaktivni muzej o planinstvu. 3 minute. No, okej, to za mi ni bilo malo potrekanje. To je eden od tistih tipov, ko so meni in moja krvapa v SPM. SPM, Slovenski planinski muzej. Kaj ima to veze s knjiga? Čakaj. Trenja se mami večkrat zlikla na razne tragične pohode. Sem mislil, da bo kar nekaj, potem je bilo pa dosti cool. Na koncu pa smo še prebrali ali poslušali kakšno ljudsko pravljico. Knjiga Mezliga! Pa mene tudi. To je res cool, ker poznati Trepet so z Zlatijem pripravili nekaj ljudskih pravljic, se razpregovorila do njih pogovorila in naredila lep komade. Knjiga Mezliga! Glej, dečka, ki ste hodili po poti, da pa šlo bi do babi, je bila v smoti. Pričala je bomba, boki v dobni in njen spopolet, da bo slaj pozdravil. Da povemo mu čečeka, kako se zaznali kapitla in to je nitka. Kaj? Da metrinka Zanka pa Janko, pa samo se je v Zanko. Janko in Metka sta malci cvitli, sta v drugu dobi, zemlji je diski, vrnil se nazaj. In smo spet v SPM, Slovenski planinski muzej, kjer smo z družino pomagali pri izdelavi vseh novih interaktivnih vsebin, tudi tisto, v kateri si stavil zgodbo. Sem posodil v angliški kraj glavnemu animiranemu liku planikov. Še posebej pa so me povabili, da naredim rep, komato gorskim reševalcem, pa je tudi za rep. Pomagati prijatelji, vsi mi je planina, pa naj bo sneg, hladkoleter, a vročina, in smo dosti reševalci, da pa smo mi vse. A pozor, jaz nisem se pa ne. Jaz sem je zelo športna namadila, da smo rezati in naredila. Ideje pa smo ščrpala iz raznih knjig. Tako da ja, knjiga Mezliga! Koliko se lažiš, Kajeta? Pa se ni na to fora, da ne vprašam. To nas knjiga zmiga in jaz sem ponosna na to, kako me knjiga zmiga. Kako nas knjiga zmiga. Poglej, Bogar, žoga iz slame, bi lahko bil to tvoj dom? Knjiga Mezliga! Ne, Ajk, mi je odgovoril Bogar. Žoga iz slame je dom poljskih mišk. In ljudski pravljice res niso kar neki. Veliko znanih avtorjev poznam, ki uporabljajo like iz ljudskih pravljic in naredijo za res hude fantazijske romane, ki celega prodijo. Ali znate projekt?
enake pravnih dvoran. In veliko takih. Ja, taki roman. Imela sta doma pomoč in tako, ampak niso bili vsi filmi na taki ravni. Pa vendar, če uspeš vplesti tudi starše, da to postane nek družinski projekt, ima pa res še večjo vrednost. Smo vsem dali nagrade za spodbudo in tako. Ono da sta res tako. Fajn, res fajn ne bili. Naslednja stvar, ki bi jo rada predstavila, je tekmovni dopust. Ja, kaj opažamo tudi? Opažamo, da ne samo, da otroci nimajo za branje literature interesa, ampak imajo tudi precej šibke branje spretnosti včasih. In tudi potem tak handicap, ki jih odvrne in na tem je fajn delati. Zato smo na ravni celotne vertikale, v bistvu od 3. do 9. razreda, lani vpeljali tekmovanje v hitrem branjem razumevanju. Poimenovali smo ga branje dirkač. In branje dirkač je tisti, ki neko besedilo pač prebere, potem pa odgovarja na vprašanja v spletni aplikaciji Quizizz. To smo sestavili učiteljice same na razredni stopnji, potem od 6. do 9. pa učitelj za slovenščine. In vsak mesec 1 uro namenimo temu, da učenci preberejo neko besedilo, potem pa odgovarjajo na vprašanja. Imamo skupne smernice, tako da so besedila primerno oblikovana, primerno izbrana, da poznajo sistem in potem v aprilu izvedemo, oziroma maju letos, včeraj sem zbrala podatke, ti so še za lansko leto, pa potem v maju zberemo pa najhitrejšega pravca in najuspešnejšega v vsaki kategoriji od 3. do 9. razreda. Takole, recimo, potem in podelimo tudi priznanja, smo lani podelili, pa letos bomo isto. Gre za preprosto stvar, ne terja veliko časa, samo vpelje pa neko kontinuiteto in to je zelo važno, da so navajeni na to. Zdaj sem je pa ušel. Mamička ga bom nazaj poiskala, ker bi vam rada še pokazala nekaj. Posneli smo tudi en reklamni spot za tega bralnega dirkača. V razredu imam enega učenca, ki se ukvarja z motocross in potem smo ga malo izkoristili za tole team bojne, pa smo ga malo porabili za tole reklamo. Minutko in pol. Naš računalnik ne dirka, pa je tako. No, tako, vsi pravo, ne delamo mi zdaj nekih sprememb čez noč, se ne slepim, da je to neka revolucija, ne vem kakšna, ampak z majhnimi koraki pa mogoče kam pridemo, to si želimo.
Ena zelo meni ljuba dejavnost je bila pa tale, na drugem koncu sveta, a blizu srca. Ob branju knjig s tematiko selitev, migracij, recimo Princeska z napako ali Enka svoboda, smo se začeli spraševati, odkot prihajamo. Vsak je od nekod prišel in Šenčur kot tako tradicionalno okolje se tega morda premalo zaveda in smo želeli zbuditi zavedanje krajanov, da niso vsi da so vsi nekod prišli, da so na nek način vsi tujci, pa tudi vsi domačini hkrati. In smo organizirali natečaj, kjer so učenci zbirali družinske zgodbe. Družinske zgodbe o tem, odkot izvirajo. Nabrali smo jih precej in izdelali zbornik. Ta zbornik to so bile, presenečeni smo bili nad odzivom, malo smo dali, priznala sem dala po slovenščini tudi kar malo podmus, kot govorni vstop. In dobila sem tako 20 takšnih zgodb na razred, pa smo potem to razširili še na druge razrede in dobili smo zgodb za cel zbornik, skupaj s fotografijami, z nekimi arhivskimi, seveda to ni znanstveno predelano, gre za nek nabor šolski ravni, pa vendarle pomeni eno dokumentarno vrednost za kraj, predvsem pa to veliko pomeni njim in njihovim družinam. Torej, to je zbornik v e-obliki, pa tudi v natisnjen je. Potem pa smo iz tega postojili še dokumentarni film. Torej, nastal dokumentarni film z izjavami učencev in smo potem, kako so se iz tujine selili v Slovenijo, kako so se iz Slovenije selili v Nemčijo, veliko je bilo teh medvojnih zgodb, pa v Ameriko, potem iz drugih držav, iz vojne, iz preteklosti in kam se ljudje sedijo danes, na drugem koncu sveta danes. Posneli smo, kot sem rekla, tudi dokumentarni film, in ga predvajamo v občinskem prazniku lokalni skupnosti. Mogoče samo en delček, da si malce predstavljamo to ozračje, kakšen ozračje je bil ta film posnet. Tudi zato smo potem naredili eno tako podelitev in dali knjižne nagrade. Pravzaprav ne, nagrada je bila obisk etnografskega muzeja, družinska skupnica. Potem pa še take sprotne dejavnosti na šoli smo izvajali in jih potem objavili na spletno stran. Recimo knjigobežnico smo naredili, literarno čajanko, učilnice v naravi, skušamo čim več uporabljati. Bralno ustvarjamo na različne načine. Ta je bila zanimiva. Iz azilnega doma so nas obiskali otroci in potem smo skupaj brali Mojco Pokrajculjo in risali Kamišibari, pa potem ustvarjali tudi en tak lonček z vsemi podpisi. Še mislim, da sem s temi dejavnostmi prišla do konca tega, kar sem želela predstaviti, kar smo počeli v praksi. Seveda ne smem pozabiti na našo malo knjižnico, ki je potekala takrat in poteka še danes. In smo tudi zelo veseli tega sodelovanja. Toliko o tem, kaj se dogaja na naši šoli. Zdaj pa mogoče še malce o branju na splošno. Ko smo, če zdaj strnemo vse te
značilnosti branja pri otrocih sledeče. Branje se začne doma. To je dejstvo in če otrok izhaja iz spodbudnega bralnega okolja, ni rečeno, da bo sam pa strastno posegel po knjigah. To še zdaleč ni rečeno in marsikater bralno navdušen starš je potem zelo razočaran, ne ve, kaj dela narobe. Mislim, da nič ne dela narobe in da je glavno, da nudi izgled. Torej nekje nekoč se bo poznalo. Potem pa drugič bi rekla, branje je spretnost, ker je zelo važno opismenjevanje začetno, da ne zgubi veselja. Pa potem tudi diferenciacija tega, kar damo komu za brati. Mi damo pri domačem branju kar vsem isto. Jaz ne če to gre dobro, ker niso še zdaleč, niso vsi na istem. Branje odpira nove svetove, seveda. Branje razgiba telo in duha. To želimo z našim projektom pokazati. In branje vprašanje, ki je sem in kam grem. Torej, ves čas se odpira nova vprašanja, kar krepi kritični in to je tisto, zaradi česar je branje tako pomembno. Tukaj imam par izjav otrok, ki sem jih posnela na začetku projekta, ne bom vseh, mogoče samo enega ali pa dva, ki so luškali. Niso pa vsi taki, da ne bi radi brali. Jaz sem brala taki, ki silno radi berejo. To so navdušeni bralci iz naše šole. Berem zato, ker pač se med tem, ko berem, sprostim. In ja, tudi jaz je isto, kakor ajde, tudi pri meni težave ne morejo potar. In rad berem zato, ker pač se sprostim, mislim. Ja, tako, ko bereš knjigo, v bistvu te res potegne vase, domišljija, pa vse, pa si lahko res vse predstavljaš, kakor sam želiš. Če pa recimo gledaš film, pa si pač moraš predstavljati, kako tam prikažejo in to nekako pojem ni velik širjenje, kakšne domišljije pa tega. Torej, kaj sta povedala Marki in Natali, je tisto, kar čim je vredno slediti. Zelo je važna dobra zgodba otrokom, je zelo važna dobra zgodba. Če imamo to pa z nekimi didaktičnimi pristopi, združati je neprecenljivo, predvsem pa je neprecenljivo to, da učitelj z neko strastno doživeto obravnavo pristopi k bralnemu pouku. To pa potem noben projekt nič ni toliko vredno kot neka srčna razlaga, to je vsem jasno. Ker važno se mi zdi v osnovni šoli, da navdihujemo, da iščemo da resnično svojim zgledom in svojo osebno angažiranostjo vzbujamo veselje do branja. Recimo, tukaj se mi zdi, da imamo tudi veliko priložnosti še, učni načrti niso o temu toliko naklonjeni, recimo, če v 9. razredu se mi zdi neskončno bolj navdihujoče, da bi pri pesmi Žebljarska, naprimer, jo aktualizirali in iskali socialno problematiko, kot pa da učenec išče onomatopoijo, recimo, ali pa v krstu pri Savici, da začuti to željo po svobodi, ta prizadevanje, svobodomiselnost, veliko bolj trajno, kot pa da opazuje jamski 11-terec. In zato bo še časa, vse to bo še čas. Osnovna šola je le tisto osnova, da zbudi interes, seveda, v določene mere tudi mora literarna teorija, ampak ne pa v ospredju. In ta naša generacija, današnja, res odrašča čisto v enem drugem svetu, v svetu hitrih sporočil, nekih podob in podoba je pred besedo. Podoba predmet poleg tega vse čas iščejo nek hiter odgovor. In tukaj se moramo vprašati, kaj lahko mi ponudimo kot mentor branja, če so ne vem, Google ne more. In to je tisto, kar mi lahko ponudimo, neko doživetost, nekaj, da delaš zato, da tudi tebe to prevzema osebno, potem se to prenese. In tukaj se mi postavlja vprašanje, ali je branje danes vrednota, ali je branje danes sploh še vrednota. Recimo, veliko imamo različnih dokumentov, tudi na področju Slovenije ali pa Evropske unije, tile so že malo par let nazaj, verjamem, da je tega še več, ki resnično poudarjajo pomen branja. Branje pripomore k marsičemu, k obvladovanju svojega in drugih jezikov, k samozavesti, k sprejemanju drugih in vključevanju v družbo in tako naprej. Ampak nikjer pa ni tako jasno
o športu, če to primerjam, recimo, kako brez športa bo kdo na stara leta, ali pa že prej. Nikjer pa nimamo kakšnih, ne vem, na družbenih državnih omrežjih, kakšnih resnično grozečih podatkov, kaj se bo zgodilo s človeštvom, če bodo ljudje res vedno manj brali. To pogrešam, ne? In sem nekje zasledila enega avtorja Alberta Manguela, pred leti sem prebrala en njegov članek, kjer je Alberto Manguel je pa raziskovalec branja, dela, mislim, da v Argentini, argentinsko-kanadskega roduje in sociološkega vidika proučuje branje. Pravi takole, branje je vprašanje globine, koncentracije in uživanja v težavnosti. Vrednote, ki jih podpira družba, pa so ravno nasprotne. Vsaka reklama propagira to, kar je lahko, kratko in hitro dojemljivo, kar je zapleteno, temu se raje izogni. In mlade osebnosti ni lahko odraščati v vrednotah branja, ker vse drugo v družbi nagovarja, naj raje počne kaj drugega. In potem sem tudi zraven dala še eno sliko, kjer piše, živeti brez knjig je nevarno, ker potem si prisiljen verjeti to, kar ti povedo drugi. In pravi Alberto Manguel tudi naprej, da dejansko je to cilj te potrošniške družbe, da pač vzgoji čim manj razmerjenega posameznika. To je zdaj tak skrajno stališče, ampak zanimivo. Torej, kaj lahko mi storimo kot mentori branja? Najprej, kaj lahko storijo doma? Lahko storijo ogromno, največ. Nobena, ne vem, National Growth Strategy ne bo naredila nič, če otrok od doma ne bo prinesel vsaj delno pozitivnega zgleda. Žal vsi otroci nimajo te sreče. In tukaj lahko veliko pripomoremo mentori, učitelji. Tukaj imam eno obgledno jabolko, bom se malo kasneje k temu vrnila, torej kaj in kako lahko pomagamo. Pa, imam še 5 minut? Ok. Bom še tukaj poslušala, kaj so naši učenci povedali. Poslušajmo. Mislim, da s temi domačimi branji so v bistvu vse nekako iste teme, isto branje, ker so nekako, mislim, da bolj usmerjene za kulce. Še vedno so kakšne stvari, kakšne knjige, ki so tudi za fante, ampak ni ne vem kakšnih takih knjig, ki bi fante zelo bolj prekrile. In mislim, da tudi potem s tem ne verjamejo, da je nekaj kakšna knjiga, ki jim bi bila zelo všeč, ki bi pač imeli zelo radi in bi v bistvu to pritegnilo njihovo naprejšnje znanje. Tako, nekako si na ta način. Tale, recimo, ne vem, nekdo, tale je rekel, da progreša več kot za fante. Branje na šoli je pač kar v redu, ampak je pa tudi res, da bi bilo za to domače branje, bi bilo 2 knjige, ena bolj za fante, recimo kakšna avantura, ena pa bolj za punce, kot so ti, ki jih imamo večinoma že zdaj. Ja. Delom prav, tole domače branje res potrebujemo organizacijo, vsak učitelj lahko za to sam poskrbi, ampak se kar oklepamo nekega sistema starega. Torej, kaj lahko šola naredi? Primerna izbira knjig, primerni didaktični pristopi, ki združujejo širok spekter različnih, od pogovarjanja do kakšnih digitalnih mladostnikov, primernih didaktičnih pristopov. In pa branje mora biti pravcu v izziv, tudi to je zelo pomembno in to sem pa enkrat na enem vaših prejšnjih seminarjev s to zgodbico slišala, pa bi jo, če dovoljte, povedala. Tisto jabolko prej se je nanašalo na to, v bistvu bi morala biti breskov. Namreč gre za zgodbo o breskvi od Jorge Bucay in rekel tako, da je prijatelju prinesel breskov. In je rekel, pogled breskov, hvala, ali ti jo operem? Ja, prosim. Ali ti jo olupim? Ja, prosim. Ti jo razrežem? Prosim. Ti jo razporedim po krožničku? Ja, lepo prosim. Ti jo lahko tudi malo prežvečim? Ne, to pa ne. In tudi učenci, otroci, mladi bralci imajo radi, da prežvekujejo knjige sami, da imajo tudi svobodo, da ki sami ven izvedo novega, da si oblikujejo svoja stališča. In ni
spoštujemo, navdihujemo, vendar ni nobene potrebe, da bi jih tako pretirano omejevali, kot to, če smem povedati, počne recimo nacionalni preizkus znanja, kjer njihove enoznačne odgovore celo točkuje in pač to je to. Torej, zaključim s tem, da bosta tale Bravček in Migovček nekoč odrasla, si želimo vsi zdrave, aktivne, razmišljajoče, sočutne in zadovoljne mlade ljudi in upam, da so tudi vsebine našega projekta, ki nam znijo malce pomoč, to vprašanje, ali raje Migaš, ali raje Berš, ali še dolgo ostane nerazrešeno ob nenehnem preizkušanju enega in